Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Najprej se zahvaljujem Gospodarski zbornici Slovenije, ki nas danes gosti ob tem zasedanju Sveta za internacionalizacijo gospodarstva. Gre v soorganizaciji MGRT in Ministrstva za zunanje zadeve za redna srečanja. Kar lahko rečem je, da je internacionalizacija med covidom v neki meri se zaustavila in smo na enem pomembnem, prelomnem trenutku, da res okrepimo naše sodelovanje znotraj ministrstev z vsemi deležniki v gospodarstvu za pomoč gospodarstvu, za internacionalizacijo gospodarstva na tujih trgih, kjer imajo naša podjetja izjemne priložnosti. Mi smo danes predvsem govorili o tem, kako čim bolj učinkovito koordinirati naše skupne aktivnosti na že obstoječih trgih in tudi videti, kje so priložnosti na novo se odpirajočih trgih za naša podjetja. Vi veste, da je Slovenija izjemno izvozno naravnana, da imamo široko mrežo diplomatsko-konzularnih predstavništev, da pa je zelo pomembno tam, kjer tega nimamo, da okrepimo to tudi s častnimi konzuli, s prisotnostjo podjetniških klubov, skratka s tem, da gremo z roko v roki za pomoč našemu gospodarstvu. Pogovor je zelo koristen, zelo zanimiva je debata, vidimo veliko priložnosti, tudi nenazadnje v luči frankfurtskega knjižnega sejma, kjer bo Slovenija prihodnje leto častna gostja. Seznanili smo se, kakšne so številne priložnosti, tudi izzivi prihodnje leto za gospodarstvo, ki se lahko vzporedno predstavlja ob tem knjižnem sejmu praktično celo leto. Govorili smo o znanstveni, kulturni diplomaciji, priložnostih povezave za gospodarstvo, promocijo Slovenije in pa tudi, da izkoristimo vse aktivnosti, ki jih sočasno vodi tako naše ministrstvo kot država Slovenija za pridobitev nestalnega sedeža v Varnostnem svetu Združenih narodov. Prihodnje leto je glasovanje za obdobje 2024-2025 in če nam seveda to uspe, je to izjemna priložnost tudi za promocijo Slovenije, za krepitev gospodarstva, odpiranja mogoče novih trgov, novih navezav v času, ko je to res pomembno. Dotaknili smo se tudi Ukrajine, zlasti v luči, kako lahko slovenska podjetja pomagajo zdaj pri obnovi ali poškodovane infrastrukture ali po vojni obnovi, skupaj tako z SID banko kot z Obrtno zbornico Slovenije, GZS, mislim, da je tu tudi velik interes slovenskih podjetij, da na tem področju pomaga porušeni Ukrajini. Zdaj, nahajamo se v izjemno zanimivem trenutku svetovne zgodovine, ki ustvarja vrsto geopolitičnih napetosti in sredi velikanskih sprememb. V tem kontekstu je nujno, da Slovenija na najboljši možen način ozavesti priložnosti in tveganja, ki stojijo za našo nacionalno ekonomijo, in Svet za internacionalizacijo je pravzaprav najboljši način, da vse interese, vse priložnosti in vsa tveganja uravnamo na isti ravni. Na Svetu za internacionalizacijo je v tem kontekstu bilo sprejetih nekaj konkretnih dogovorov, iniciativ, nadaljnjega sodelovanja in konkretnih projektov, ki bodo zagotovili to, da res zgradimo močan, odziven in skladno s slovenskimi interesi napajajoč se ekosistem za močno gospodarsko vpetost Slovenije v mednarodno okolje. Obe ministrstvi skupaj z obema zbornicama, Spiritom, Slovensko izvozno in razvojno banko, smo v tem kontekstu pogledali načrtovane aktivnosti, pogledali, kje predstavljajo in kje imamo skupne točke in kako načrtovane aktivnosti z največjim želenim rezultatom za slovensko gospodarstvo voditi v naši bližnji prihodnosti. V tem kontekstu je za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izjemno pomembno, da v času sredi energetske krize, na pragu vseh drugih velikih sprememb, ki bodo določale karakter tega desetletja,
Slovenija za eno pogumno, ambiciozno gospodarsko politiko usmerjeno na obstoječe, pa številne nove priložnosti na novih trgih izkoristi tako, da krepi svoj sloves kot izjemno razvojno propulzivne države. To dokazuje vrsta izjemno razvojno propulzivnih slovenskih podjetij, da zavarujemo naše tradicionalne vpetosti v evropske industrijske verige in da skratka odpiramo vrata slovenskim podjetjem, slovenskemu znanju, slovenski znanosti in idejam povsod po svetu. Mislim, da je Svet za internacionalizacijo v tem pogledu dober format in visoka zaveza obeh ministrov, tako ministra Hana kot ministrice Tanje Fajon, da z tem okrepljenim delovanjem te priložnosti Slovenija najbolj izkoristi. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v imenu Gospodarske zbornice Slovenije. Najprej naj rečem, da seveda pozdravljamo, da bo Svet za internacionalizacijo, da je ponovno zaživel. Zelo pomembna je koordinacija obeh ministrstev in pa podpornih inštitucij, torej podpornega okolja internacionalizacije, kjer bomo skupaj dorekli aktivnosti, kjer bomo skupaj dorekli ključne trge in ključne panoge, ki jih je treba še posebej podpreti pri prodoru na nove trge. Verjetno je vsem jasno, da tudi evropsko gospodarstvo po tej energetski krizi ne bo več takšno, kot je bilo, in zato moramo že zdaj vedeti, kako bomo podjetjem, slovenskim podjetjem pri njihovih ambicijah na tujih trgih pomagali. Tisto, kar na Gospodarski zbornici Slovenije vidimo, je, da je potrebno več pomoči pri razvojnih projektih, v okviru razvojnih projektov, kakršen je bil denimo NEDO. Tukaj vidimo, da za naša podjetja lahko res veliko podporne inštitucije naredimo. Kar lahko še rečem za prihodnje leto v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, nekaj pozornosti ali pa bomo rekli ključnih področij v globalnem merilu vidimo na področju Zahodne Azije, vidimo seveda na področju Bližnjega vzhoda, kjer bomo nadaljevali zdajšnjo že nekako uhojeno pot pred dobrim mesecem v Savdski Arabiji, da bomo nadaljevali seveda na ključnih naših trgih po Evropi in pa tudi seveda ne pozabimo, da smo zelo dobro napeljali številne odnose z Japonsko in tudi tukaj vidimo za prihodnost kar nekaj priložnosti za naše gospodarstvo. Prepričan sem, za Gospodarsko zbornico Slovenije je namreč internacionalizacija in pomoč našim članom pri njihovih prizadevanjih za vstop na tuje trge izjemno pomembno področje, da bo tudi v prihodnje tako in še enkrat poudarjam, zelo pomembno se mi zdi, da bo koordinacija v okviru Sveta za internacionalizacijo sproti koordinirala te aktivnosti, kajti edino skupaj smo lahko dovolj učinkoviti, dovolj dobri, da res pomagamo našemu gospodarstvu do priložnosti na obstoječih in pri odpiranju seveda trgov oziroma vrat na nove trge. Tako da obema ministrstvoma najlepša hvala za to priložnost. Hvala.